Na 2050 metrih že od leta 1951 stoji Pogačnikov dom. 12 let je bil to oskrbnik gospod Simon. Oskrbnik naj bi med sezono oskrboval dom in prehrana, nočitev, nasveti, kam pa kako ne. Zdaj je štafetno palico predal mladi Urši. Ta nam pove, kako poteka njen dan. Vstaja ponavadi ob 6, 7, potem pride v kuhinjo, preveri, kakšno je stanje, zakuri ogenj tlele za šporgetom. Ko se bliža čas kosila, v kuhinjo prispejo prva naročila. Oskrbnica razdeli delo. Ej, Špela, ti imaš kmečke, jaz imam joto, ričet pa zelenjavko, ti pa še 4 kose kruha. Ja, bom ja. Tudi ob slabem vremenu gostom v koči ni dolg čas. Čas si krajšajo na različne načine. Čitam Planinske vestnike, tukaj imajo krasno literaturo, imajo domine, imajo šah, tako da ni problema. 2 krasni knjigi. Iz kuhinje pa že diši po domačem. Vsak dan je zelenjavna juha, na jedilniku pa kakšna enolončnica, recimo jota, ričet. Sladice pa tako, za vikend pečemo štrudel, potico, med tednom palačinke, kakšen biskvit. Pogačnikov dom je odlično izhodišče za okoliške hribe, zato tu veliko planincev ostane dlje časa. Dekleta jim pokažejo sobe. Za goste imamo pripravljenih 37 postelj v sobah, 27 v naših kabinah. Koča je odprta 3 mesece na leto. Ena ekipa pride v kočo delat za mesec dni. Tu se življenje obrne na glavo. Zelo spoznaš samega sebe. Zelo dobra pozitivna izkušnja. Priporočam vsem mladim, če bi le imeli priložnost. Njihovo glavno vodilo so zadovoljni gostje. To so dobrote izpod rok hišne kuharice. Po 5 urah hoda se res prileže takšna kmečka pojedina. No, porcije so res ravno pravšne za nas prave planince, potem bo dovolj energije za pot nazaj navzdol.